Sveti mir, ljubiznjak je ta, svetlobi Božji požaril obraz, najvišji Jeruzalem. Sveti nikjak je tukaj nam Bog, in sonce skrilo bo svoj žar pred njim, zavilo noč premagana bo. Božji sijaj razbora svetljeva, nebesi dom pripravljen je za nas. Sveti mir, ljubiznjak je ta, svetlobi Božji požaril obraz, najvišji je. Verna mi je, nemoč in zmaga našega Boga. Zato nebesi dvignite se, navike Iisus je zakraljeval. Nebesi dom pripravljen je za nas. Sveti ljubiznjak je ta, svetlobi Božji požaril obraz, najvišji Jeruzalem. Kristusa in priprošnja naše nebeške Matere Marije naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Tako preden damo besedo Jasni, ki nas bo danes uvedla in povabila sem k šmaničnemu oltarju, še oznanila tista začetna, ki povedo, da nocojšnjo svetomašno daritev obhajamo za vse rajne iz družine Pleterski in Habinc. In tista druga, nič manj pomembna, da danes praznujemo ne samo Marijin majnik, ampak praznik Jezusovega vnebohoda. Zato je tudi danes tu na oltarju kip Vstalega zveličarja, ki ga sicer celo leto ne vidimo v cerkvi, je skrit. Najprej se pojavi na veliko noč zjutraj in prav kmalu ga spet ne bomo več videli, tako namreč naročajo liturgična pravila. Potem, ko bomo slišali evangelij, ki nam bo povedal, da je Jezus na današnji dan šel med oblake, takrat se tudi iz oltarja pospravi ta kip in ta praznina, ki ostane za Jezusom, nas spomni na to, kar se je takrat zgodilo. Pa ne na to, da je Jezus kamorkoli šel. Jezus je še vedno z nami na drugačen način. Predvsem je Jezus s tem želel svojim prvim učencem povedati in tudi nam želi povedati, da računa na nas, da računa da bomo nadaljevali njegovo delo. Tudi danes se skupaj zbiramo ob našem šmarničnem oltarju. Lepo je priti skupaj po celem dnevu obveznosti in opravil, da bi spet počastili našo nebeško mamo Marijo, ter da pred Gospoda položimo naše veselje, skrbi in slabosti. Da bo to srečanje še lepše, ga prosimo odpuščanja za naše grehe.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in v dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni. Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, v tej hvalni daritvi se veselimo v nebohoda tvojega Sina, ki tudi nam zagotavlja poveličanje. Prosimo te, podari nam trdno upanje, da smo tudi mi poklicani k tisti slavi, v katero je šel pred nami Jezus Kristus, tvoj Sin, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. V prvi knjigi sem poročal, Teofil, o vsem, kar je Jezus delal in učil do dne, ko je bil vzet v nebesa. Še prej je apostolom, ki si jih je bil izbral, dal naročila po Svetem Duhu. Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znameni dokazal, da živi. 40 dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na Očetovo obljubo, o kateri ste slišali od mene. Zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni s Svetim Duhom. Ko so bili izbrani, so ga vprašali: Gospod, ali boš v tem času obnovil Izraelsko kraljestvo? Rekel jim je: Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Po teh besedah se je dvignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla: Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo. To je Božja beseda. Bogu hvala. Oči srca môj Bůh, odprimi oči srca, rád by te videl, rád by te videl. Odprimi oči srca môj Bůh, odprimi oči srca, rád by te videl, rád by te videl.
Gospod, daruj mi prosim svoje srce. Gospod, s teboj želim hoditi povsod, sem ti si sveti, sveti, sveti. Pridi ta trenutek, Gospod, daruj mi prosim svoje srce. Gospod, s teboj želim hoditi povsod, saj ti si sveti, sveti, sveti. Sveti, sveti, sveti. Sveti, sveti, sveti. Sveti, sveti, sveti. Rad bi te videl. Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, naj vam da duha modrosti in razodetja, da ga boste spoznali. On naj razsvetli oči vašega srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogastvo je veličastvo njegove dediščine v svetih, kakšna je čezmerna veličina njegove mogočnosti do nas, ki verujemo po delovanju njegove silne moči. To moč je uresničil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospodstvo, ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem. In vse je položil pod njegove noge, njega pa postavil čez vse kot glavo cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki vsem vse izpopolnjuje. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Aleluja, zapojmo vsi. Aleluja, kar v srci gori. Ker navika bo z nami Gospod, temnih nočih ne bo kazal Bog. Ker navika bo z nami Gospod, temnih nočih ne bo kazal Bog. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas se je 11 učencev odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je bil Jezus naročil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril. Da nam je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in poučujte vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Ja, to, kar nam je Jezus ravnokar povedal, namreč to, da ostaja z nami vse dni do konca sveta, je pravzaprav še veliko pomembnejše oznanilo od tega, da je šel v nebesa. A tudi tistega se veselimo, kajti povedal nam je, da je šel v nebesa zato, da nam prostor pripravi in da tudi nas vabi tja. Na koncu, do tedaj pa imamo še veliko dela, kajti naročil nam je, naj evangelij ponesemo do skrajnih mej sveta. Tako kot rečeno, tale kip stalega Jezusa bo v naslednjih trenutkih izginil iz našega oltarja, medtem pa si bomo mi seveda z velikim zanimanjem ogledali nov prizor naše šmarnične zgodbe. Mitja, jaz imam zdaj en predlog. Luka, povej, ti si evangelist, tebe bomo vsekakor poslušali. Glej, 3. teden šmarnic je že za nami.
Marija pa je še kar v šoli. Kje je še poroka? Pa Božič, pa Jezusova mladost. Kaj hočeš reči, da bi mogli malo pohitriti to našo zgodbo ali kaj? Ne samo to. Hočem reči, da bi se lahko končno preselili v moj evangelij. Kaj to, kar zdaj pripovedujemo, ni evangelij? Ježek, evangelij pomeni vesela novica in to, kar pripovedujemo, je vesela novica, ampak veš, Luka misli na tisto, kar je zapisano prav v njegovi knjigi, v Svetem pismu. Saj sem vam že povedal, da marsičesa nisem uspel zapisati v evangelij, ker se mi takrat ni zdelo tako zelo pomembno. Glej, Luka, tako kot sem dejal, strinjam se s tabo. Predlagam, da ti odpreš svoj evangelij in da pogledamo, kaj si o Mariji zapisovan. Samo da vas na kratko uvedem. Marija je šolanje končala in se vrnila v Nazaret. Z Jožefom se imata vse bolj rada. Zaročila sta se in obe družini že pripravljata poroko. A, že vem. Potem pa se situacija zelo zaplete. Pozdravljena, Marija, obdarjena z milostjo. Gospod je s teboj. O moj Bog! Ne, Marija, le angel Gabriel, ponižni služabnik velikega Boga sem. Res pa je, da prihajam v njegovem imenu. Saj ne vem, ali sanjam, ali je to res. Angel praviš? Marija je bila precej zmedena, nekoliko tudi prestrašena. Bila je zelo verno dekle. Vedela je, da so angeli Božji odposlanci, ki v naše misli prinašajo dobre vzpodbude in nas varujejo. Ampak angelov vendar ne vidimo, saj so duhovi. Marija, res je, vem, kaj si misliš. Vem, da te je strah, toda ne boj se. Saj da smo angeli duhovi, a saj veš, Bog včasih naredi kaj tudi drugače, ko ima za to pač kak poseben razlog. Vi temu rečete čudež. Hočeš reči, da je Bog zaradi mene naredil kaj drugače, ker ima poseben razlog? Pa še kako poseben, Bog ti je namenil posebno mesto v njegovem načrtu. Tvoje ljudstvo željno pričakuje odrešenika, nekoga, ki bo znova odprl vrata nebes, nekoga, ki bo odvzel breme greha in ki bo dal smisel vašim križem. Ja, željno ga pričakujemo in dobro mi je znano, da ga moje ljudstvo pričakuje že dolga stoletja. Nedolgo tega sem se vrnila iz šole, kjer smo se veliko učili o tem. In to je tudi dobra novica. Prišel je čas, ko Bog namerava to svojo starodavno obljubo izpolniti. O, Bogu hvala, naj bo slavljen Gospod, ki nikoli ne pozabi svojih obljub. In zakaj si to novico povedal meni? Gospod ti je namenil vlogo v izvedbi njegovega načrta, a le, če ga boš želela sprejeti. Bog želi, da postaneš mati obljubljenega in napovedanega odrešenika. Če je bila v začetku Marija nekoliko zmedena, bi jo ta trenutek skorajda zadela kap. Ampak z Jožefom še nisem poročena. Učiteljica v šoli nam je povedala, kako pomembno je, da v odnosu ne prehitevamo. Zato z Jožefom še ne živiva skupaj. Le videvava se in se veliko pogovarjava. Postavljava temelje najinemu odnosu. Marija, govoril sem ti že o čudežu. Ko ima Bog dober razlog, ga naredi. In rojstvo odrešenika je vsekakor tak razlog. Bog bo naredil čudež. Tvoj bodoči mož Jožef ne bo sodeloval pri spočetju. Marija je znova ostala brez besed. Njene misli so švigale s tako silovitostjo, da jih ne bi mogla ubesediti, tudi če bi se še tako zelo trudila. A njena odločitev je bila jasna. Zaupam Gospodu. Vedno doslej se je izkazal za zvestega in velikega Boga. Sporočam Bogu, da sprejemam njegovo voljo. Marija je zaupala. Ni povsem vedela, a saj to je nenazadnje vera, kaj ne, stopiti v temo in zaupati, da me bo nebeški oče objel. A včasih tega oče ne stori že pri prvem mojem koraku. Kolikokrat je treba narediti še enega in še 10 in 1000 korakov,
Kolikokrat je treba dolgo tavati, preden se znova znajdemo v očetovem objemu. Ja, prav imaš, Luka. Največkrat šele ob pogledu nazaj vidimo, da so imeli dogodki smisel, da so točke povezane v pot, da življenje ni kaos posrečenih in neposrečenih odločitev, ampak da pišemo smiselno zgodbo. Sploh ne razumem, kaj zdaj govorite. Kar nekaj filozofirate. Ježek, ne, to ni filozofija, to je vera. Vera niso le besede in misli, vera je življenje. Ja, in Marijino življenje se bo zelo spremenilo, ker je pritrdila Bogu. To mene najbolj zanima in me skrbi. Če sem prav razumel, bo Bog narodil čudes in v njenem telesu se bo pricelo novo življenje. In to bo Jezus, Božji sin. Ježek, znova odlična ocena za tvoje veroučno znanje. Ampak mene skrbi, kaj bo Jozef rekel, ko bo to opazil. Ne bo lahko, res je. Ježek, a dovoliš za trenutek še eno misel ob tem? Upam, da ne bo predolga, ker potem bom kar zadremal. Ne bo, obljubim. A veš, kaj se mi zdi pomembno poudariti? Ta misel na Marijino vlogo v Božjem načrtu se nam mogoče zdi nekam oddaljena in smo v skušnjavi, da jo pustimo tam nekje ob strani in se z njo ne ukvarjamo. Mitja, to sem želel tudi sam opozoriti. Marsikdo pomisli, da gre za nekakšno pravljico. Sploh, ko slišijo o angelu in vseh teh okoliščinah. Ja, pa je sporočilo tako zelo dragoceno in resnično. Pravi nam, Bog potrebuje vsakogar od nas, za vsakogar ima načrt. Kaj to pomeni, da bo se kdaj naredil čudes, da se bo rodil Jezus? Ne, Jezus se je rodil enkrat in nas je vse odrešil. Ni potrebe, da bi se znova rodil in prišel na tak način na zemljo. Ima pa Bog za vsakogar od nas tako čisto edinstveno vlogo. In vsak od nas stoji pred podobno odločitvijo kot Marija. Vstopim ali ostanem zunaj? Rečem Bogu da ali ne? Vera niso samo misli in besede, nas je poučil evangelist Luka, pa vendarle takrat, ko je v cerkvi praznik, izpovedujemo našo vero tudi z besedami. Zato vas vsi, dragi zbrani, vprašam, ali verujete v Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje? Verujem. Ali verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl, bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi? Verujem. Ali verujete v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje? Verujem. To je naša vera, to je vera cerkve, ki jo ponosno izpovedujemo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Dragi bratje in sestre, Gospod Jezus Kristus je odšel od nas v očetovo slavo in sedel na njegovo desnico. Prosimo ga, naj posluša naše prošnje. Gospod, prosimo te, da darovi Svetega Duha ne ostanejo zakopani in neuporabljeni, ampak da bomo z njihovo pomočjo prenovili svoje življenja in svet. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te, da vso cerkev, škofijo in našo župnijo napolnjuje in preplavi Sveti Duh, ker potem bomo gotovo uresničevali tvojo božjo vizijo. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te, da ne bi zgolj čakali in se pritoževali, ampak da bi šli v akcijo in tako delali svet lep, tako zase kot za druge. Prosimo te, usliši nas. Gospod, hvala ti za upanje, predvsem takrat, ko ne vidimo poti in smisla. Prosimo te, usliši nas.
Gospod, prosimo te za odprte oči naših src, da bomo zmogli videti priložnosti, ki nam jih daješ in tako živeli izpolnjeno. Prosimo te, usliši nas. Naš poveličani odrešenik, angeli in svetniki se veselijo, ko te gledajo v nebeškem zmagoslavju. Daj, da bomo po preizkušnjah sedanjega življenja prišli do tega veselja tudi vsi mi in živeli v tvoji družbi vekomaj. Amen. Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo praznično daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, v hvalo in čas svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, na praznik čudovitega vnebohoda Tvojega Sina ti darujemo zahvalno daritev. Po tej zamenjavi darov naj se dvigamo k nebeškemu veselju po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Bog naš Oče, zbral si nas in zdaj smo tu pri tebi, da bi te veselo slavili in ti povedali, kako zelo te občudujemo.
Sveci, sveci, Gospod naš Bog. Hvala ti za vse lepe stvari na svetu in za veselje v naših srcih. Hvala ti za sonce, ki nam sveti, in za nauk, s katerim razsvetljuješ našo pamet. Sveci, sveci, Gospod naš Bog. Hvala ti za našo zemljo in za ljudi, ki na njej prebivamo. Hvala ti za naše življenje, saj vemo, da si nam ga ti podaril. Sveci, sveci, Gospod naš Bog. Zares si dober, rad nas imaš in za nas ustvarjaš čudovite stvari, zato ti vsi skupaj kličemo. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Oče, ti zmeraj misliš na nas ljudi in hočeš biti z nami, zato si nam poslal Jezusa, svojega ljubljenega sina, ki nam je razodel tvojo ljubezen in nas odrešil. Ozdravljal je bolnike, grešnikom je odpuščal grehe, sprejemal je otroke in jih blagoslavljal, zato ti hvaležni kličemo. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Dobri oče, nismo sami, ko te slavimo. Slavite ves svet, častimo te z vso cerkvijo, z našim papežem Frančiškom in našimi škofi, v nebesih pa ti pojejo hvalo sveta Devica Marija, njen mož sveti Jožef, apostoli in vsi sveti, z njimi in z angeli te molimo in navdušeno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, hozana na višavah. Sveti oče, radi bi ti pokazali, kako smo ti hvaležni. Zato prinašamo darove kruha in vina. Spremeni jih v telo in kri Jezusa Kristusa, tvojega ljubljenega sina. Tako ti bomo mogli darovati njega, ki si nam ga ti sam podaril. Zvečer pred svojim trpljenjem je Jezus večerjal s svojimi apostoli. Vzel je na mizi kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Jezus, Jezus, za nas si umrl. Prav tako je vzel po večerji kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, ga dal svojim prijateljem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. Jezus, Jezus, za nas si umrl. Na to jim je Jezus rekel: To delajte v moj spomin, to je skrivnost vere. Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi. Nebeški Oče, sedaj delamo to, kar nam je Jezus naročil delati v svoj spomin. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, oznanjamo Jezusovo smrt in njegovo vstajenje. Jezus nas vodi k tebi, prosimo te, sprejmi skupaj z njim tudi nas, ko ti hvaležni kličemo. Jezus je za nas umrl, Jezus je od mrtvih vstal, Jezus, čakamo te, da zopet prideš. Dobri Oče, ker nas imaš tako rad, nas vabiš k svoji mizi, kjer bomo prejeli telo tvojega sina in nas bo Sveti Duh združil v veselju. Ti nikdar nikogar ne pozabiš. Prosimo te za tiste, ki jih imamo radi, za naše starše, sorodnike in prijatelje, pa tudi za vse tiste, ki so umrli in že odšli k tebi. Nocoj ti hvaležni priporočamo vse rajne iz družine Pleterski Habinc. Spomni se vseh, ki trpijo in so žalostni, vseh kristjanov, ki smo ena družina, in vseh ljudi po širnem svetu. Prosimo tudi sami zase in drug za drugega. Ko vidimo, kako po svojem sinu za vse skrbiš in vse prenavljaš, te občudujemo in te slavimo. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi vsemogočnemu Bogu Očetu
v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Danes je praznik. Prazniki nam ponavadi dajo razlog, da spečemo recimo torto in se poveselimo z osebami, ki so nam posebej dragocene. A praznikov ne bi bilo, če ne bi bilo pomembnih in edinstvenih dogodkov, ki se jih spominjamo. Današnji praznik nam govori o pogumu in zaupanju. Naj pojasnim. Danes se spominjamo trenutka, ko je Jezus svojim prijateljem, apostolom rekel: Fantje, čas je za akcijo, za pogum, zdaj gre za res, dovolj je čakanja. Zaupam vam in imate vso potrebno opremo, da boste dosegli cilj in čas je, da se odpravite na pot. Danes je praznik, ki tudi vsem nam govori, naj se ne bojimo. Praznik, ki nam pripoveduje o tem, da nam Jezus obljublja, da je ves čas z nami. Tudi takrat, ko ne zmoremo, ko se bojimo, ko nismo sigurni, ko se nam zdi vse tako oddaljeno in nemogoče. Danes nam Jezus sporoča, da je čas za akcijo. Čas, da se nehamo sprenevedati in oklevati. Čas, ko je dovolj izgovorov in iskanja razlogov, zakaj ne, ampak zakaj ja. Zakaj je vredno poskusiti? Preprosto zato, ker je on vselej ob nas in ker bomo z njim zmogli. Molimo danes skupaj, da bomo zmogli zaupati in narediti iz našega življenja še tisto nekaj več. Z njim zmoremo vse. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, pošilješ nam Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Prosimo te, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. in s tvojim duhom. Mar ni čudovito, da nam Bog pošilja Svetega Duha in je na tak način vselej z nami? Nas opogumlja in vodi in podpira. Sveti Duh s svojimi darovi poskrbi, da imamo vso opremo, vse sestavine, ves potreben pogum. Da naše življenje živimo z mirom v srcu, da naše življenje živimo izpolnjeno, da pričujemo, kako lepo je biti njegov, Božji otrok. Res carsko. No, seveda pa lahko Sveti Duh zvalovi med nami in v naših odnosih predvsem z voljo naših lastnih misli, ker Bog nam vselej daje svobodo. Tako nas vabi, da postajamo orodje njegove Božje vizije. Če bi imelo Božje kraljestvo spletno stran, bi v opisu poslanstva verjetno pisalo, da se po njegovih članih trudi na svet prinašati ljubezen. Dajmo jo, prinašajmo ljubezen, recimo danes ljubezni da, z objemom, s poročilcem, morda celo sladoledom ali tortico, ker je ravno praznik. Mir z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus, kruh življenja. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Jezus nam je obljubil, da ostaja z nami vse dni do konca sveta, na najrazličnejše načine ostaja v kruhu življenja, na gotovo najodličnejši način, ker ga žal tudi na nocojšnji praznik ne morete prejeti tako telesnega, ga povabite v svoje srce z molitvijo za prejem duhovnega svetega obhajila. Ti si moj prijatelj, ti si moj prijatelj, ti si moj prijatelj, Iisus Gospod. Ti si moj rešitelj, ti si moj rešitelj, si moj rešitelj, Iisus Gospod. Oznanjam tvojo slavo, oznanjam tvojo slavo, oznanjam tvojo slavo, Iisus Gospod. Ti si me poklical, ti si me poklical, ti si me poklical, Iisus Gospod. Ti me vedno spremljaš, ti me vedno spremljaš, ti me vedno spremljaš, Iisus Gospod. Ti si moja skala, ti si moja skala, ti si moja skala, Iisus Gospod. Daješ mi veselje, daješ mi veselje, daješ mi veselje, Iisus Gospod. Ti si moj prijatelj, ti si moj prijatelj, ti si moj prijatelj, Iisus Gospod. Zahvalimo se tudi nocoj najprej za duhovno sveto obhajilo. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. Sprejmi pa Gospod tudi nocoj še druge naše iskrene zahvale.
Gospod, hvala ti za vse prijatelje, na katere se lahko obrnemo in jim zaupamo. Hvala ti, Gospod. Gospod, hvala ti za vse, ki oznanjajo tvoje ime in ljubezen po svetu od prvih apostolov naprej. Hvala ti, Gospod. Gospod, hvala ti za sodobno tehnologijo in internet, da smo lahko povezani, se učimo in zabavamo. Hvala ti, Gospod. Gospod, hvala ti za trenutke spoznanj, ki nas vodijo k novim obzorjem. Hvala ti, Gospod. Gospod, hvala ti za Svetega Duha, ki nas navdihuje in opogumlja. Hvala ti, Gospod. Molimo. Dobri Oče, že tu na zemlji nam daješ okušati nebeške skrivnosti. Prosimo te, zbudi v nas hrepenenje, da bi vedno živeli s Kristusom, v katerem je naša človeška narava že pri tebi in ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Noben večer ne mine brez žrebanja, praznični večer še prav posebej ne sme in ne more miniti brez žrebanja. Torej, tako kot običajno, 5 listkov izmed tistih, ki ste bili sinoči pri Šmarnicah in ste to potrdili, moram stran gledati, ta je prvi list, ko gledam stran, drugi list, ko gledam stran, ker žirija me zelo strogo gleda, da je vse po predpisih. Tretji listek, četrti listek in 5. listek. Zdaj pa, da vidimo, kdo so napisani na teh listkih. Te nagrade in vse od minulega tedna, ali pa če še kdo onih prejšnjih tednov ni vnovčil od jutri naprej. Slaščičarna Jagoda na Vidmu. Družina Gračner Živič, mislim, da so si že drugič prislužili nagrado. Gremo dalje pogledati na drugi listek. Na drugem, zanimivo, sta tudi gotovo že bila izžrebana Ana in Samo Škrabar. Čestitke, tako je, če ima človek srečo, v življenju ima srečo. Na tretjem listku Ajda Volčanšek, čestitke Ajda. Še 2 listka, še 2 možnosti. Družina Žabkar, niso napisana vsa imena, seveda vsi ste tu gor, ne? Ja, čestitke, še Vesni Šmaničari in Laura in Maruša Gerjevič, čestitke. Ampak seveda je treba omeniti, ne, da te dnevne nagrade so na neki način tolažilne nagrade. Ne? Zdaj kmalu je pred nami 4. šmarnični teden, ko bomo začeli pa že preštevati pluse, ne? Čeprav nekateri ste si jih že najbolj pridni do danes nabrali 12, ne? Kar je pogoj za to, da pridemo v tisti glavni boben za glavne nagrade, ki jih bomo izžrebali točno čez en teden. Ne? Vsi drugi pa imamo še priložnost, torej vsi, ki bomo zbrali 12 plusov v tem šmarničnem mesecu, se bomo potegovali za tiste glavne nagrade. Tako, tisto najbolj ta glavno, čisto na koncu pa nam je danes pokazal in obljubil Jezus. To pa je večna sreča pri našem nebeškem Očetu v nebesih. Tudi o tem nam govori današnji praznik. Veselimo se ga in tako kot smo že bili povabljeni, naj se čuti prazničnost tudi v naših odnosih, v kaki pozornosti. Na kak način to narediti pa ne bom ponavljal, ker ste si gotovo zapomnili od čudovitih uvodov, za katere se tudi nocoj v imenu vseh šmarničarjev zahvaljujem ustvarjalcem. Miren in lep praznični večer in obilje Božji darov vsem. Predtem pa še seveda vabilo jutri in v soboto pa v nedeljo, pa povabljeni tu v živo spet v cerkev, torej jutri in soboto ob 7. zvečer, v nedeljo pa ob 7. zjutraj ali ob 10. dopoldne. Hkrati pa tudi vsi dnevi ostanejo tudi na tak način, kot smo nocoj povezani, torej preko interneta in zvečer televizije. Gospod z vami.
in s tvojim duhom. Blagoslovi nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Verjameš, da se sanje uresniči, Oče, to želiš. Verjameš, da ustvarjen si zato, da nekaj narediš. Dogodivščine čakajo na nas, vse, kar rabiš, že imaš. Tople dlani, veliko srce in navihan obraz. Zdaj gre zares, lepo diva v svet, resnica bo svetila nam temi. Dobre živi, čarovnija ljudi, ko skupaj sanjamo se vse mogoče zdi. Zdaj gre zares, lepo diva v svet, resnica bo svetila nam temi. Dobre živi, čarovnija ljudi, ko skupaj sanjamo se vse mogoče zdi. Zdaj gre zares. Če srečajo na poti te oblaki temnih težkih dni, ne boj se, kaj ti zmore, vse na tabo Božja roka pli. Dogodivščine čakajo na nas, vse, kar rabiš, že imaš. Tople dlani, veliko srce in navihan obraz. Zdaj gre zares, lepo diva v svet, resnica bo svetila nam temi. Dobre živi, čarovnija ljudi, ko skupaj sanjamo se vse mogoče zdi. Zdaj gre zares, lepo diva v svet, resnica bo svetila nam temi.